Ona pride tle pa s trobcom, tako udarja po tej omari, ki bi jo prgajnala, pa daj se že odpri, ne, jaz komi čakam, ker vem, da je neki noč, pa ne pade dol. Kot vidite, imamo pri gangi v uporabi veliko rekvizitov, s katerimi podaljšujemo čas hranjenja. Vse to je z namenom bogatitve življenjskega prostora, da jo zaposlimo, da čim več časa porabi za to, da se ukvarja, da išče hrano, da se mora potruditi, da pride do nje, ker sloni tudi v naravnem okolju večino časa porabijo za iskanje hrane. Naprimer, seno ji damo tlele noter v tolo kovinsko mrežno žogo, to zapremo in dvignemo gor pod strop, da mora ona potem s trobcem se potruditi čez te luknje, da doseže seno in si ga v bistvu trga in nosi v ustno votlino, ne. S tem pač simuliramo njeno naravno obnašanje, ker sloni tudi v naravi pač trgajo hrano, liste z dreves, podirajo drevesa. Potem tlele imamo eno kovinsko omaro, ki mogoče s strani obiskovalcev izgleda nek čuden objekt na steni z luknjami, ki noben ne ve točno, zakaj je. Ta omara ima isto tle prvo polico mrežo, kamor lahko nastavimo spet del njenega voluminoznega obroka in ona čez te luknje potem mora spet s trobcem se truditi, da pride do tega sena. Potem imamo pa tle še dve polici, ki so pa na časovno uro, se pravi, se odprejo takrat, ko mi želimo. Lahko ta timer prilagajamo tudi 7-krat v tednu, tako da ima vsak dan lahko različno uro in nikoli ne ve, kdaj se bo ta polica sprožila. Tle gor nastavimo potem kakšen sadno-zelenjavni obrok ali kakšne priboljške, pa tudi seno se da noter, ne. Potem najprej se odpre ta polica, pade spet na to mrežo in mora ona spet čez luknje to ven dobiti. Pa še enkrat popoldne pa ta. In to isto potem tudi nastavimo zvečer, preden jo zapremo, oziroma ji pripravimo večerni obrok, se spet ta omara pripravi za čez noč. Ona pride tle pa s trobcom, tako udarja po tej omari, ki bi jo prgajnala, pa daj se že odpri, ne, jaz komi čakam, ker vem, da je neki noč, pa ne pade dol. Potem tlele imamo en tak zanimiv krmilnik in ta vreča ima spet noter časovno uro. Lahko doziramo tekom dneva ta obrok briketni, da večkrat na dan osuje brikete. Potem so take lesene igrače, to oskrbniki sami naredimo. Deblo, ki ima luknje, noter lahko skrijemo kakšne oreščke, žita, korenje zataknemo, listnato zelenjavo. Potem zunaj imamo še en tak kovinski sod, ki ima not loputke in luknje in ga mora ganga zavrteti, da pride priboljšek, ki je noter skrit v točno določen položaj, da izpade ven, ne, in se mora spet ukvarjati s tem, da to vrti. Podoben je tudi ta tle gor, ki ga porabljamo predvsem v zimskem času, no. Kaj nas lahko v bistvu nauči ganga glede prehrane? Z enim stavkom, hrana z manj sladkorja, se pravi enako kot velja za slone, mogoče ne v toliko striktni obliki, ampak vsekakor manj sladkorja v hrani je bolj zdravo praktično za vse. Sloni so po svoji prehranski ekologiji striktni rastlinojedi, to pomeni, da v bistvu jedo izključno rastlinsko hrano in so nanjo prilagojeni. V naravi jedo velike količine trav, listja, vej, tudi ljubje praktično, oni v naravi so sposobni tudi podreti drevesa in pač pojesti vse, kar je za njih užitnega, primernega. Pojedo tudi nekaj sadja, zelišč, odvisno kaj je tam pri njih v naravi sezonsko takrat dostopno. Potrebujejo seveda tudi dostop do vode. Zanimivo pa je tudi, da občasno pojedo tudi nekaj prsti, kar je za njih vir mineralov, medtem ko vitamine pa dobijo iz vse te rastlinske hrane. Seveda moramo tudi v živalskih vrtovih poskrbeti, da dobijo čim bolj naravni podobno prehrano in sicer tako po sestavi kot po sestavinah. Ganga pri nas dobi večjo količino vej, užitnih dreves in grmov, to je recimo količinsko kakšnih 20 do 50 vej na dan, odvisno od velikosti vej oziroma debeline vej, dolžine. Pomemben del obroka, torej te voluminozne krme, sta seno in slama. Seno mora biti čim kasneje košeno, to je v bistvu zelo velika posebnost, ker recimo takega sena, bi rekla, naši kmetje za svoje živali ne bi želeli imeti, zaradi tega, ker je po vsebini energije zelo, zelo skromno. Medtem ko za slone je pa ravno tako seno najbolj primerno, se pravi, da ima veliko surove vlaknine, malo surovih beljakovin. Zdaj tisti delček vitaminov, mineralov, ki se pač zaradi skladiščenja sena izgubi, pa nadomestimo s pomočjo posebnih briketov. To zopet niso
briketi za krave muznice, ampak posebni briketi za rastlinojede, eksotične živali, se pravi, vsebujejo spet velike količine vlaknin in malo manj beljakovin, torej za energetsko skromnejšo hrano gre. Mineralno-vitaminski dodatek je pa poseben tablet ali briket za slone, poseben pripravek, ki nadomešča vse to, kar naj bi manjkalo v tej naši prehrani. Poleg voluminoznega dela krme dobi ganga še 5 kg zelenjave na dan. To pa v bistvu predvsem iz tega razloga, da malo popestrimo njen jedilnik. Sloni so v bistvu lahko tudi nagnjeni k debelosti, zato jim sadja ne dajemo, razen eno jabolko za primere, če bi potrebovala zdravilo. Razlog, zakaj morajo imeti sloni toliko velike količine voluminozne hrane v svojem obroku, je zelo velike živali, ki pač ne morejo biti prehranski specialisti v smislu, da bi izbirali točno določene rastlinice v naravi, ampak praktično, če malo poenostavimo, pojejo vse, kar jim pride pod trobec. S strani kuhinje je priprava ganginega obroka zelo preprosta, saj moramo natehtati samo 5 kg zelenjave. Vse ostale sestavine si pripravijo oskrbniki sami. Njen obrok je sestavljen iz različne listnate in gomoljne zelenjave, ki so skrbno določene po dnevih. Ugotovili smo, da rediča, cikorije, radiča štrucarja ne mara jesti, zato v njen obrok vključujemo samo listnato zelenjavo, ki jo pač poje. Po dnevih je določena vrsta listnate in gomoljne zelenjave, zato da je njen obrok bolj pester in raznolik. Poleg zelenjave dobi pa še 2 jabolka, nekaj dobrega in da je navajena, predvsem strani, če bi slučajno kdaj mogla dobiti zdravilo v tabletah. Zdravilo lahko skrijemo v jabolko in zanjo to ne povzroča nekega stresa. Strani organizacije dela kuhinje pa obrok pripravljajo nočni oskrbniki tekom nočnega dela za naslednji dan in v bistvu obrok vedno postavijo na določeno mesto, kjer do jutra počaka na oskrbnike za prevzem.